Dobro jutro. Nekdo si tako želi biti v kadru, a ne. Nekdo si tako želi biti posneman, da mi je kar tlele, kar v zvezek mi je stopila, veš, imam tlele zvezek, je vse pomečkala zdaj. Tako bi se rada crtala, a ne. Naša Lučka. Ne, Lučka je tlele zraven, tole je pa Lina. Ne, vsakič mora ena prideti malo v kader se pokazati, a ne, pokaži si, kako si lepa. Tukaj se namaže ona z eyelinerjem, vidiš. To je moja Lina. To je lovka na daljše trase, ona ima tlele oljčni nasad čez. Ona ima oljčni nasad čez, medtem ko una pa malo bližje mene čuva, a ne. In imam patriotke, te prave čuvajke. Jaz upam, da tudi vas kdo čuva. Takole. Pa sploh ni problem, ker čuvajo nas itak tam gor in nas pelejo, kamor moramo iti, kamor moramo mi lekcije dobiti, tam, kjer moramo mi srečati prave ljudi in predvsem spoznati prave situacije, ne, da se iz situacije tudi kaj navadimo. Ideja je v tem, da v bistvu lekcije nam pošilja življenje in lekcije moramo osvojiti kot test. Najprej dobimo test, pa dobimo še preverjanje, če smo se res pravilno odločili. Jaz upam, da ste to že zaznali iz nekega videa prej, ker sem, kako me je zamečkala zvezek, je čist trde pletnice, zdaj pa nima več trde pletnice, zdaj pa je zmehčala naša raketa. Boš mi dala tukaj malo prostora, da se sfokusiram, veš, ker se ona sfokusira. Pa še muska mi nekaj čudno ni prav. Veš, jaz sem hotel prej stisniti rekord, čist zaradi tega, da boste videli mojo punco, a ne. Zdaj moram pa še musko vam naštimati, ker narobe sem jo dal, a ne. Ampak sploh ni problema, jaz to takoj rešim, a veš. Jaz rečem tle favorites, a imate vi kaj favorites muziko? Se je spravil ropotat glih zdaj, kada bi razračunali ti narcisi, kdaj je treba. Ampak jaz sem najdel, evo, tole sem si zjutraj najdel. Poznate, ne? Tale me je zjutraj srečala. Jaz se grem tudi malo glasbenega urednika in urejam, katero glasbo jaz sebi troškam v ušesa. Ker urejam in sem urednik. Jaz probam vas motivirati, da tudi sami izberete kakšno glasbo, da ne predajate te obveznosti, no. Se tu ni obveznost, kaj boste poslušali, ne? Ampak ne predajate tega kar nekomu drugmu. Pa naj bo tu koko-poko iz radia pu. Ne gre to tako. To so čvike-čvake. To je tako, ko ste predali ulaganje zelenjave, pač tovarni. Kolinska je še, dok je Kolinska delala, pa Eta Kamnik, to so še bile firme, kjer je človek zaupal, da so tiste kumare res zrasle v zemlji, pa da so res okisane s kisom, ne pa z emulgatorji, ojačevalci okusa in ne vem, katerim sranjem španskim, kaj, vse sort. Noben mu ni za zaupati v tem svetu. Čakaj, Ox je napisal, veš kaj je napisal Ox? John Ox je napisal, želeli so od mene, da živim realno življenje v tem realnem svetu, a meni se zdi, da je to najbolj fake stvar na celem svetu. Napisal John Ox. Fake, najbolj umetna, najbolj zlagana, najbolj lažniva in najbolj vijavaja, daleč od realnega. Ja? Zaradi tega, mislim, jaz se s tem gospodom Oxom čist strinjam, ker to, kar smo mi živeli, je bilo daleč od normalnega in pravilnega. Hvala Bogu, da je prišla korona, da so se stvari razvile oziroma da smo prišli do konca časa, kjer imamo možnost ugledati in spoznavati svinjarije sveta. Dajmo se zastopati. Mi smo v proceduri vojaški že kar nekaj časa. In ta vojaška procedura je od nas zahteva, da se mi ljudje postavimo zase in mi v sebi najdemo svojo atomsko energijo, o kateri sem govoril. Pa sem spet zjutraj prebral, mislim, zame je zjutraj od trde teme dalje. No, skratka, odkar sem se zbudil, pa do zdaj sem prebral, no, zdaj sem pa pozabil, kaj že. Ja, atomska energija. Ženska je imela otroka, otrok se je igral in zalaufal je čez cesto, v tistem prdrvi en džip
in tega otroka sname in se znajde ta otrok pod avtomobilom. Ženska to vidi, mama njegova vidi in pride do tega džipa in ga prime in dvigne in otrok spleza ven. Pol je ženska pala dol, ne? Ker je porabila vso energijo, ki jo je imela v sebi, ampak ženska ni vedela, da je dvignila skoraj 2 toni. Saj najbolj poznate te primere. V nas je adrenalin, adrenokrom pa adrenalin. Adrenalin je hormon boja. Adrenalin v našem telesu povzroči, da se ugasnejo vse nenujne funkcije. V tistem trenutku, ko špricne adrenalin, neha delati kompletna prebava. V tistem neha delati vse funkcije, ki jih ne rabimo, ostajajo pa samo tiste, ki jih človek potrebuje za svoj boj po preživetju. Preživetveni nagon se temu reče. In najverjetneje vsak od nas ima to izkušnjo, ko je enkrat bil neizmerno, ali pa vsaj enkrat bil neizmerno močan, neizmerno hiter, neizmerno sposoben. Hormon boja, adrenalin, sem hotel še dodati, poveča utrip srca, zveča pritisk v žilah, odpre zenice, pojača slušne zaznave in skratka, takrat smo mi pripravljeni na boj odskočiti, ne vem kaj. Nemogoče stvari smo sposobni narediti s pomočjo adrenalina. Zato pa so si ta adrenalin tako zaželeli oni piti, ker je to nekaj najmočnejšega, kar naše telo pravzaprav sploh proizvede od tekočin. Pa se vi zavedate, v kakšnem organizmu mi živimo. Mi smo svetlobna bitja, ki na to zemljo prinašamo energy, neskončni vir energije prinašamo. Zdaj ta ženska, prej, ko sem rekel, je pala dol, ampak ona se je regenerirala v enem dnevu, 2 se je zregenerirala, da je dobila spet nazaj to življenjsko energijo. Jaz imam izkušnjo, kolega mi se je zaletel z avtom pred leti že, pa sem poizvedoval pol, kaj je z njim, iz teh, bom rekel, neuradnih krogov, ker imam, pač sem reševalec, pa sem se pozanimal, kako je z njim, kje je pristal, in mi poroča prijatelj, reševalec, pravi, stari, bil sem pri njemu, veš, ta je razturen čist, ovo, stari, veš kaj, tako ima ti po pravici povedal, pa tebi ne, zato, ker si ti povem, tako, prijatelju, tale fant, če nima dovolj življenjske energije, ne bo preživel. V tistem sem se jaz malo pomiril, ker sem rekel, stari moj, če pa kdo ima življenjsko energijo, pa tale fant zagotovo ima. Midva sva preživela en kup večerov skupaj na odrih, pod odri, delala sva koncerte, bil je tudi en mojih najboljših fantov, kar jih poznam. Najboljša sodelavca sva bila, on je bil v bistvu moj asistent. Bil je gasilc, zidal je bajto z mano, kadar češ, njega si zbudil ob 3 zjutraj, on je bil že pripravljen, ni panike. Skratka, življenjska energija je tista stvar, ki jo človek mora imeti, da se lahko gre v življenju prave stvari. Mnogo ljudi je brez te življenjske energije in hodijo kot zombiji. Oni se ne znajo ne napojiti, ne znajo se ne umiriti, ne znajo, se znajo oni napajati od nas, ljudi. Sicer pa sami se ne napojijo pod figo, med oljkami, pod soncem, v vodi, jaz ne vem kaj. Vem kaj, vse to, kar razlagam, pa voda, pa bosa noga, pa sonce nastaviti, pa vse to, kar tumbam kar v eno, tle se mi napajamo, oni pa ne. In življenjsko energijo se da zvečati iz tega, kaj smo živeli v tistem, bom rekel, realnem življenju, ki je bilo tako zelo zlagano. Tista energija, ki smo jo imeli za v službo, pa nazaj, pa so nam jo spili energijo, pa še v službi, pa še na cesti, pa še doma partnerji, pa še otroci, pa še ne vem kaj, še vse. Skratka, ta energija je bila izpita. Se jo pa da vžgati nazaj, pa se jo skozi tle, sam ventile treba odprti. Spet s temi procedurami, ki sem že 100-krat rekel. Voda, sonce, predaš se naravi, daš se v naravo, ker si narava in narava nas napaja.
ne? To smo kot akumulatorje, veš, kot sončne celice, ne? Se bildamo in not imamo. In to življenjsko energijo mi lahko vlagamo v različne stvari, ne? Jaz jo vlagam čist skozi nalagam, tudi takrat, ko pijem kavo, vlagam življenjsko energijo v to, da bi na nek način ljudem pomagal, da bi odprli oči, pa odprli ventile svoje, sivi. Bal sem se včeraj razpištolijo, zdaj pa dosti tega narcizma se ne bo pil tlele od mene, kar takole pa v isti sapi pa pluval po meni, kako jaz računam stvari. Ta Mimi mi ga je kar dala dihati, ne, ti lisica ti. Ona se je spotaknila vame, ne, da kaj jaz tole računam, ne. Jaz mogu vse to džabe delati. A ona dobi državne penzije, čuka 600, veš. Ne vem, kdo je na napajalniku, jaz ne, stari. Ne, pa se meni ni nič hudega. Jaz sem vesel, da vas je toliko, kot vas je. In vas je taman zadost, da mi ni hudega, pa se ne, z ničemer ne preseravam. No ja, se tudi ne morem. Ampak zaradi tega, ker ste prispevali nekaj, zaradi tega vam stvari pripadajo in jaz želim vam dati le najboljše, kakor moram. Pa ne iz mene, ampak preko mene, pa preko glasbe, ki so jo drugi napisali. V glasbi so nam povedali ful, pa modreci so nam ful stvari napisali. Tale Johnny Ox je lepo rekel, ne? Od mene so teli, da živim čisto normalno, tako kot vsi ostali, pizda Turšič, zakaj si drugačen, ne? Ja pa pizda, če je vse skup fake. Če je pa fake. Ne morem jaz tega živeti. In jaz se dejansko nikoli nisem poklapal. Zdaj pa razumem, zakaj. Zato, ker nisem se napajal na ljudeh, ampak so se ljudje napajali na meni. Jaz sem delal koncerte, tako da je bilo, ne vem, 200, 500 tisoč, 10 tisoč ljudi okrog mene, oni so vsi žurerali. Oni so se drug od drugega napajali, jaz pa sem bil izoliran, če si predstavljate koncerta, veš, kaj tam ograjeno, tam noč sem bil pa jaz, ne. In jaz nisem prišel iz koncerta, pa smo delali ure in ure, noči in dežje in sonce in vremene, takšne in drugačne, ampak mene je glasba napolnila. Jaz sem pa šel domov, stari sicer truplo utrujeno, ampak že, ko sem se zbudil, sem bil poln te življenjske energije. Zato, ker La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu A vam ta muzika tudi kaj da? des hivers au bout du monde. Kaj je Blagnečka naredila z tega komada? La mer porte Kura ena. Kaj so nam našraufali, to je Santa Maria. Ampak to je s Helena Blagne poslovenila, podrekala s svojim tam, kar je in kar ima. Levi profil. Sem slemeri. Ne, desni, levi. sur nos plaines. Santa Maria. Mislim, jaz sem glasbeni urednik, sam za sebe. Upam, da vam paše. Lahko mi tudi kaj pokomentirate, če vam odgovarja. Mi všeč, da dobim takole mail. Ej, stari, hvala, da si omenil un band. Poslušamo zdaj doma. The best, super. Nisem vedel, da je to tak vpliv. In bom življenjsko energijo vlagam v to, da vam muziko sestavljam. Krasna bo. Vse bom naredil, zato da se končno to vesoljna Slovenija tudi odpre in predaje in reče, dobro, zdaj pojmo mi naprej. Kako gremo? Na volitve. Na volitve, ja, volite. Oni bi želeli, da jih mi volimo. Ej, odkar se grem, ste videli vsebine, so samo volitve na tapeti. Volitve pa COVID, pa kako bodo črtali nekaj spet, kar mi ne smemo. Oni niso nič ustvarili ta čas, ta politika Kurčeva, ne. Kaj pa so? Dvigali so elektriko, nafto, vse je v Iber dražje, v bistvu čist nič ni lažje, zaradi tega, ker oni ceste gliht kurijejo, da ne morete nikamor. Se pravi, goriva so draga, tudi drva so zdaj ratala ful dražja, ker to ful smiselno, a ne? Mislim. No, skratka, zdaj so pa volitve. In jaz sem že omenil takrat, ko so bile kajte za predsednika vlade, takrat, ko se je Golob izvolil, ne? Izvolil se je Golob.
takrat sem razlagal, da to nima smisla, ne? Oziroma so pa bile volitve fajn, kjer se je pokazalo, naenkrat je Stevanovič govoril ful, je probal ljudi osvestiti in jih je kar nekaj, tako da tle mu dam kar kapo dol. Sam, ko so bile pa volitve, pa hop, golobčku, evo, pa že smo politična stranka. Se pravi, to je bil false prophet, na katere sem opozarjal. Pa je troha isti pajac, pa je tale Šorli, ne? Šorli je tudi, mislim, to smo spoznali ob tistih volitvah. Zdaj imamo pa nove volitve. In zdaj se rine na plano ta politična igra. Zdaj Pirc Musarjeva je malo utihrla, pa Senčarjeva vam prilezla, ne, ker Senčarjeva pa je. In koliko ljudi, ki bi je govorilo v sprid ljudi, da bi se, nekako bom rekel, osveščalo ljudi, ker medijem itak ni za verjeti, ne. Zdaj drugje dobivamo informacije, nekateri smo se izpostavili, nekateri pač trobezlamo, pišemo, vse sort, probamo zbrati stvari, pa deliti ljudem, da se jim posveti. Misleč, da so ljudje zaspani, pa da so ljudje butasti, se čedalje bolj izkazuje, da ljudje točno vejo, kaj delajo in se niso butasti, ampak se butaste delajo. Zaradi tega, ker igrajo igro. Ta igra se končuje, oni pa še kar igrajo. In jaz pravim, ne se delati neumnega, stari, ker sem te skontov, stari, a štekava. Ne se mi delati neumnega, jo pa nič ne vem. Stari moj 11. božja zapoved pravi, ne delaj se neumnega. To sem jaz izumil, a je moja. Zdaj se pa lahko napiše spodaj MTK. Ker, veš kaj, jaz sem hotel majčke tiskat, ne? Pa meni ta, ne smem vse skozi meni, ker sem zelo prijazen. Skratka, dobim nazaj, da Matej Tale v Sloveniji ima oblast ljudstvo, pika, pa P-I-K-A, pa klicaj, pa sem spodaj napisal MTK. Pravi, ne, tu pa, dej te pa ne moramo, veš. Zakaj ne? Ma, veš kaj, veš kaj, politično je to, ne. Kaj je zdaj to politično, stari? Če ima v Sloveniji oblast ljudstvo, kaj je zdaj, pika? Kaj je zdaj politično? Ja, veš kaj, ne more tako biti. Pa zakaj pa ne? Pizdarija, čak, samo malo. Dobro, ok, pustva stati, ne rabiš, nič bom jaz to na roke napisal, pa vse sem najdel že tiskarja, imamo že vse štima. Ampak se izkaže, da se je eden izmed false prophetov, tle bom kar povedal, Mimi Zajc umešala, pa je rekla, to pa ne. Ne, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, pika, to pa ne more MTK napisati. Zakaj pa ne more MTK, ja pa to v ustavi piše. Seveda piše v ustavi, ampak ne piše tako P-I-K-A, poklicaj, to je pa moj osobni doprinos, recimo. Ajde, pa dajmo MTK, zdaj stran se vsem šmoren, ne. Ampak dajmo se zavedati, da v Sloveniji ima oblast ljudstvo in jo izvaja neposredno in z volitvami. Ta drugi del mene ne zanima. Ne Senčarjeva, ne Musarjeva, ne ta feget, ki je zdaj že 8 let, ali koliko cajt je ta pahor, puhor, debil, osrane, nevretenčar, se temu reče. Kakšne danke imajo ti ljudje, ne, da se tu... Prodal nas je, ne? On je podpisal, da smo Slovenija korporacija. To je on nas prodal. In kam mora on? Na konoplo? Ne, na konopljino ovratnico. Dragi moji, jaz ne vem, jaz upam, da se zavedate, čistka se dogaja od 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 5 let, 6. leto se dogaja čistka na tem planetu Gamati, ki more zapustiti ta planet, ki si je zaželela na tem planetu imeti oblast in prevlado in vse skupaj. In JFK, mislim, da je rekel, kdaj, če ne zdaj, in kdo, če ne mi. Jaz sem se dostkrat zajebaval, da za vse sem sama, veš. Ampak izkaže se prav res, da mi, dragi moji, edino mi, tisti, ki imamo čisto srce, čiste namene, mi smo že zmagovalci. Oni zdaj zmagovalci zato, ker njim ne damo več energija in oni propadajo. Življenjsko energijo
smo jim izstradali in bomo življenjsko energijo, svojo stoično držo in dobro obrambo. Se pravi, da prepoznamo laž in ne pustimo, da pijavka se zažera. Ne? Po interakciji z ljudmi zgodbe res razne slišim, že ugotavljamo, da že znamo. Mi je všeč, ko mi pravi Matej, stari, ful hvala, da ni tebe, sploh ne vem, kdo bi meni to povedal, stari, pička me mater na prasci, pa tu res krpijo do nezavesti, prav si imel, pa to so res narcisi, pa to so res bolni, to so res čisto dio. S tem razlagam, res je, narcisi so vija vaja, stari, izčrpaj ga, on ne bo se spremenil, on bi črpal, dokler bi mogel. Na najbolj primitivne načine zdaj že gonijo, zdaj so že to, prej so delali iz pozadine, zdaj pa so napadi že direkt kar frontalni. Jaz bom od tebe pil, če ne. Ne bojo, noben narcis od mene več ne pije. Sem pa včeraj imel situacijo, ena miza fantov sedi in oni se menijo od formule, tako da čez cela oštarija mora poslušati, kaj on od formule vse ve, a ne. Čisto mislim, prazna slama, vrh prazne slame. Oni ropotajo. Pa pride ena gospa, pa se menva tako o situacijah, da mora tu crkati, pa pravi ona, jaz ne vem, kam bo to šlo, lej, to za uno mizo poslušaj, kaj to je? Ja, norija. Bolano do vrh bolanega. In zdaj, če ste zaznali ali niste zaznali, to sta zdaj dva svetova. Mene una miza, tudi po točko razno nas zanima, da bi se slučajno ali vklopil v debato, ali probal razumeti, ali pa probal malo tudi jaz še, a veš, biti del te družbe. Tako sem včasih tudi jaz, čeprav so bile butaste stvari, pa sem nekako zdaj sem jaz malo čuden, pa se bom malo adaptiral. Pa sem se, zdaj, no way, no adaptation to stupidity. No adaptation to stupidity, to bom pa kar napisal. To sem se glih kar spomnil. No adaptation to stupidity, tako. Se pravi, ne prilagajam se neumnosti. Viš, to je bo tudi za na majčkov, krasno. Se bo cela serija majčkov, sam zberali boste, če seveda želite. Dancing with myself. Zdaj grem pa jaz, kaj sem si napisal, 22 minuto, bom začel pa iz zvezka brati. Vse do zdaj je bil pa neke vrste intro. Življenjska energija bo naslov videa. Dancing with myself je pel, kdo že? Billy Idol, Dancing with myself. Pleši sam s sabo. Tako komad tudi poznate, ne? I just called to say I love you. In v francoščini je še lepše. Se mi zdi, so Francozi tako lepo muziko delali. Imam krasen program, ki mi rine glasbo in jaz sem neke 3 francoske komade polajkov, zdaj pa mu dam, zdaj malo zbeljem mi glasbo in on mi navrže 70% glasbe francoske, stari, sem gledam Demis Rousseau, pa v taki, mislim, se ne vem, norišnice. Dancing with myself, plešite sami s sabo, daj sem bil, ne. Dajmo plesati sami s sabo. Sami s sabo moramo biti zelo zadovoljni. Jaz sem rekel, ljubljeni ste že zdaj. Ljubite sami sebe. Ljubi svojega bližnjega tudi, kot ljubiš samega sebe. Zdaj, ljudje ne znajo ljubiti niti sebe, kamoli koga drugega. Zato je zelo pomembno, da začutite, kaj je ljubezen do samega sebe. Pa sej na svetu vas noben ne more imeti to kratko, ker se imate lahko samo vi sami. Ptice letijo. In morate se imeti radi na tak način, da upoštevate dieto. Leto, za dieto sem si pa nekaj spisal. Vi morate paziti, kaj jeste. Vi morate paziti, kaj poslušate. In zdaj bom jaz vžgal slikico, ki sem jo shranil, prav za vas, valjda. Ja, kako se menti. Nekaj se mi riga. Tlele sem jo iz angleščine, bom probal zdaj to prevesti. Tvoja dieta ni samo to, kaj ti ješ. Je, kaj gledaš, kaj poslušaš, kaj bereš, ljudi you hang out, s katerimi ljudmi se družiš
in s stvarmi, ki jih uporabljaš, you subject your mind and soul to, s stvarmi, k katerim se družiš, vplivaš na svoje misli in na svojo dušo. Zmeraj bodi previden na stvari, ki jih vnašaš v svoje telo, čustveno, duhovno, psihično in fizično. Okay? Čuvajte se. Vi morate izbrati glasbo. Dancing with myself. Paloma. Stara muska. Tle je bila duša noter. Tle noter je bila duša. Dajte po stari glasbi malo pobrskati. Saj bom jaz videl, že pripravljena. Ne, ni še čisto. Tudi to bom dal na plačilno listo. Za tisti, ki so te naročniki, dobite džabe, unika pa ne. Iz inata. Zakaj? Zato, ker lahko. Zato, ker to je moja storitev. Halo, pa to ne moš ti slikarju reči, stari, ti pa zdaj pa slikaš, zdaj boš pa narisal džabe. Zato, da boš prebujal ljudi. Ja, pa se slikar mora tudi kaj pojesti. Pa kaj popiti, ne? Jo, pa on je pa pijanc, ja, pa umetnik. Ne? Pa ne podpiram alkohola, daleč od tega. Ampak hočem reči, da Ministrstvo za zdravje pravi, da prekomerno uživanje ni dobro. Stari, če oni se bojijo prekomernega uživanja, to ziher tam nekaj je. Pa nisem jaz noben alkoholik, daleč od tega. Ma vem, kaj pomeni se ga nažgati do amena, da ti začne prebijati. Tudi pogum pride na plano. Ne? Ta pogum, ki ga ljudje nimajo. Ta pogum, ki je iz ljudi ven vzet. Ker ljudje so prestrašeni. Smo živeli v strahu. Joj, kaj pa to? Ta strah je taka vija vaja. Saj sem nekaj tudi še o strahu napisal. Ne vem, kam sem napisal. Strah. Čakaj, ja, ne sumem. Izgubi strah, da najdeš svobodo. Evo ga. Ta notranja svoboda, kjer v bistvu se čutiš, da imaš oblast. Jaz to ne tupim zaradi tega, ker bi rad neko floskulo dal ven. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Jaz nad samim sabo imam oblast izključno jaz in noben drug. In jaz se odločam, ali bom sedel tle 5 minut ali 55 minut. To je moja lastna izbira. In lastno izbiro ima vsak izmed nas. Zaradi tega, ker mene ni strah, kaj bo nekdo rekel, pa bo rekel, tuči zdaj pa ti, pa to ne smeš. Stari moj, nabijem te na kramp. Ne, je rekel moj šef, nabijem te na kramp. To, kaj bom jaz, izbiram jaz. Kako bom jaz naredil, kaj bom jedel, kdaj bom vstal, kako bom kakal, to so moje izbire in to velja na vseh področjih življenja. Ne dovolite, da vam drugi definirajo, kaj morate in česa ne smete. To so njihova pravila igre in mi smo bili prestrašeni ves čas. Mnogo ljudi še vedno živi v strahu, sploh pa tisti, ki so delali stvari narobe. Za izdaja človeka. Zato je predpisana smrtna kazen. A si vi predstavljate, koliko ljudi je izdalo svoje soljudi? Nas. Učiteljice so razlagale, da so maske dobre. Zdravstveni delavci, ki bi mogli prvi reči, stari, to masko na gobcu imeti ni okej. Zdrav razum pravi, da telo potrebuje kisik, ne pa da pod masko kroži. Tle bi medicinci morali biti tok. Pa niso bili. Oni niso sodelovali z ljudmi, izdali so ljudi, zavedli so jih. Ja, pa to je pa treba, ker virus. Stari, virusov sploh ni za začetek. Pa se gremo pa naprej. In zdaj, kje še od vas zahtevajo masko? Če sploh kaj še hodi. Mislim, jaz nisem bil že 30 let tam v zdravstvenih ustanovah. Nazadnje, ko sem delal, no. Pa televizijo sem gledal tudi sem iz te zadnje strani. Tam, jaz sem delal na televiziji, sem doma, nisem gledal televizije. Ker sem vedel, da televizija je banana. Pa seveda, normalno. Jaz upam, da tudi vi ne gledate več televizije, pa da si sami izberate musko. Če si jo ne, si jo dejte sami
lepo vas prosim, Deezer je aplikacija, ki vam bo pomagala. DEEZR, tudi ona je 13 € na mesec, ampak to so zdravila. Mislim, ne vem, zakaj bi plačeval Vzajemni dodatno zdravstveno zavarovanje, če pa lahko kupaš enega Turšiča za 15, pa Deezer za 15, pa si glih kup 30. Ne? Malo se hecam, malo za šalo, malo za res, ampak zdravila so eno in drugo. Nisem nikoli vsega vam mogel razložiti, ampak tudi je glasba v ozadju ni tako zelo slučajno, pa zaradi tega, ker mi paše tlele tako, a ne? To je zaradi tega, da vam dodam iz pozadine vibracije, ki so pozitivne. Jaz sem vam zavrtel kar nekaj meditativne in zdravilne body healing, mind healing glasbe, določene frekvence, ki sem jih načrtno izbral. Sam ljudje to ne razumejo, je preveč, pa tudi je škoda razlagati, ker nima smisla brez veze. Življenjsko energijo držite, življenjsko energijo vam bo glasba dodala. Pozitivna, epska, močna. Po drugi strani boste morali nekatere stvari izjokati in izjokajte jih, tam vam bo tudi glasba v veliko pomoč. Ko vas bo oplajhala milost ljubezni, boste jokali in tam vam bo glasba dodevala, da boste v blaženosti še globlje. Jaz se to ne zmišljujem, jaz vam stvari probam razlagati zelo jasno in nazorno in to iz mojega lastnega vidika in iz lastne izkušnje. Ne bi si upal nikoli razlagati nekaj, kar sem nekje prebral, ker tisto, kar prebereš, je lahko lažnivo. Platina, hotla si kič. Tako so ljudje. Tako smo živeli. Jaz sem bil angel, ti si hotla. Jaz sem bil zate platina. Jaz sem bil zate smo izbrali kič. A veš, maske. Odlično. Pa pojmo nazaj na življenjsko energijo in maske. Življenjsko energijo, ki so jo kradli, so vzdrževali svoje ego maske. Velik članek sem delil včeraj na Facebooku o egu, ki se raztapla. In zdaj, ker ni življenjske energije, se jo ne da več cuzati od marsikoga že, ne več, ker ste že nabildani, pa nismo mi edini krog ljudi, ki je na neki nasep naredil tega bojevniškega, pač ne dam energije, pika, stop, izčrpali jih bomo, izstradali jih bomo. In zdaj, ker oni stradajo življenjske energije, se njihove maske topijo, ne morejo jih več vzdrževati in gonijo zgolj še floskule, bedarije, probajo prljave igre, te frontalno idiotske, nič niso skrite, vse to je frontalno, ti vidiš bedaka, ki ti bučo prodaja, ne. Ampak najbolj bistveno je, da ne padeš na njihovo igro, na njihov trigger in jim ne daš in se gladko nasmeješ in greš s svojim korakom tam, kam si ti izbral. Saj smo pa svobodni ljudje in svobodno izberamo, pa ne predsednika, svobodno izberamo vsak naš korak in vsako našo odločitev. Ali boš naročil, ne vem, če greš ven jesti, boš naročil zdaj steak, middle, kaj že, rare, mid-rare, kaj so že te izjave, da tam odrežeš zrezek, da se kri pocedi ven, mislim, halo, kdo si tu zmislil. Ali boš vzel pač nekaj zelenjavnega, ali boš to zelenjavo jesti tam, kjer imajo za gostilno vrt, pa tam ti dajo solato, ali boš šel pač v gostilno, kjer kupijo v vrečki že narezano solato, pa pravijo, da imamo zdrava solata. Mislim, vi izberate, kaj nosite v usta, na vas je odločitev, strup je samo ponujen in ne ugrizni ga. Adam, Eva, raj, jabolko, ne ugrizni jabolka, ona glih jabolk in glih ugrizne ga. Tako smo bili narejeni. Na besedo ne smo rekli, kaj pa če, eto ti, kaj pa če. Zdaj, jaz bi vam rekel, ne poslušajte narcisov. Ja, kaj pa če jih, no dobro, pa poslušajte narcise, ajde. Ja, kaj pa če jih ne, to. Ne jih poslušati, ne se jim dati, res ne. Finalna linija je, mi smo, kaj že, zadnji šprint, odpirajo se stvari zelo, bom rekel, na svetovnem nivoju, na nivoju vojne, na nivoju dogodkov, se odvijajo stvari aktivno,
ta Ukrajina je postala tudi ena krasna zastraševalnica. Zdaj jedrske bodo bombe padale, ne bojo, ljudje moji dragi, ne bojo bombe atomske padale nikamor, nič bolj. Tako da vse, kar probajo razturiti strahu, nič se sekerati. Če bi imeli tam še kontrolo, sploh nad jedrskim orožjem, bi ga že uporabili, pa ga niso. Ker nimajo več moči, niti kontrole nad ničemer več, kamoli nad jedrskim orožjem. Ja? Ok. Ker to je ničkim drugačko, kar metki pa puške. Izgradite sebe lahko izgradite pod pritiskom. Under the pressure, pod pritiskom in vsemu dodevajte pritisk, kar ni in ne bo trdno, bo razpadlo. Maske ne more biti trdne, ne? Na narcisih. Zato lahko imate trdno osebnost, trdno integriteto, trdno voljo, da narcisu ne date, trdno voljo, da naredite to, kar si želite, kar počnete radi. To, kar mi je všeč, res, ker ljudje ipak na nezavedni ravni. Greste ven, pa uno slikice, ovo, ful lepe slikic narave, stvari, ki niso bile nikoli tako lepo dane naprej. Le, ko sem najdel gobo, pa sem najdel drevo hecno, le, ko sem najdel lep list. Take stvari ljudje vidimo zdaj čedalje bolj lepote sveta, ki so tukaj. Slovenija, odkot lepote tvoje. In Slovenija je polna tega. Pa sej ne rabiš nikamor iti, samo okrog sebe se ozreš in če imaš oči, da vidiš, prepoznaš v vsaki stvari lepote tega sveta. Koncu. Čak. Skoraj bi naredil. Quit without savings, sem nekaj že naredil. Čak, vam bom dal še en komadič. Evo, le tega, kar sem že... Ne, tole vam dam. Preden zaključimo. Kakšna moč je v tej trobenti, ne? Tudi Primorska je prečudovita, in Štajerska, in Gorenjska, in Dolenjska, in Bela krajina, in osrednja Slovenija. Če izvzamem Ljubljano, polno zmajev na zmajskih mostovih in pivovarnah, kjer je zmaj poveličevan bil. Da je lepše besto, da je lepša prevara, jaz sem najbogatejši Srb v Sloveniji, pa bo Jurček pa je pa tudi fest, pa od devek je milijone dobil, devek. Joj, banda ena. Najdražja stvar v Ljubljani so pa parkirišča, najbolj se ti splača, da imaš parking, ne? Pa ga oddaš Jankoviču in kasiraš. Ne smeš ga dati Jankoviču. Ko on vzame polovičko, a veš. On polovičko pa ima mestna občina, tep ne ostane pa nič, ne. Bog je frekvenca znotraj nas. Natunajte se, ujemite to frekvenco. Ni tle težke filozofije, ne rabite težkih velikih knjig brati. Bog je noter, Bog deluje na mir, deluje na ljubezen. Dajte se na njega natunati. Imejte se radi. Ljubljeni bodite, ker ljubljeni ste že. Dosti je, zdaj pa Gorenjska. 38 minut, dosti je. Ne bom vam več težil. Uživajte dan, zabavajte se. Hvala vam za support. Tisti, ki ima kakšno težavo, ne mi piše. Težavo v smislu, zdaj bom vse skupaj dal prek Buy Me a Coffee, zaradi tega, da imam neko kontrolo nad stvarmi. Ne se sekerati, če komu tle kaj ni jasno, bomo uredili, a ne? Rad bi, da gremo iz tam čez, da malo sortiram, kaj vam, ki ste face, pa ki štekate, pa kaj vsem ostalim. Jaz želim vsem vse dobro, da ne bo kdo narobe razumel. Sej bomo posneli še video tudi za ostale, ampak kar počasi. Počasi se žabo kuha, ker če jim daš vse na hmal, žabe ne zastopijo. Veš, da ste pol leta, en video narediti ni kar takole. Ljudje si mislijo, ti sediš pa gobcaš, pa vsejte še ti pa gobcaj. Ajde, da vidimo. Je že v redu, vsem vse dobro, bomo razdelili stvari tako, da bo prav in vsak dobi, kar mu pripada. Drži. Imejte prečudovit dan, bodite ljubljeni, ker ljubljeni ste že, pa boso nogo kar uporabljajte. Čau.